dosežke na področju uveljavljanja vseživljenjskega učenja dosega Turistično-športno društvo Kostel, v katerem se združujejo vse ustvarjalne sile mlade kostelške občine. Že od ustanovitve leta 1991 je izobraževanje ena temeljnih društvenih nalog. Duša dogajanja je predsednik dr. Stanko Nikolič, animator, strateg in povezovalec želja, načrtov, projektov in sanj tamkajšnjega prebivalstva. Kostelško je bilo do nedavna zapostavljeno, zaprto območje, zato so se morali člani društva lotiti tudi nalog, ki ne spadajo v ožji turistični okvir. Sodelovali so pri obnovi cest, napeljavi vodovoda in telefonskega omrežja, elektrifikaciji in podobnem, saj prej teh civilizacijskih samoumevnosti tu ni bilo. Prizadevanja Društva za normalno življenje Kostelcev so leta 1998 pripomogla k ustanovitvi samostojne občine s 700 prebivalci. Dejavnost društva sega na področja športa in rekreacije, praznovanj in običajev, turistične promocije, komunalne infrastrukture, mednarodnega sodelovanja, priprave razvojnih programov ter prirejanja predavanj, seminarjev, delavnic ter raziskovalnih in mednarodnih delovnih taborov. Na podeželju je zima čas za učenje, zato so dejavnosti zrasle kar same od sebe. Društvo je tako postalo nekakšna zimska univerza Kostela. Prednost daje uporabnemu znanju, na primer vzgoji sadnega drevja in zdravilnih zelišč, urejanju vrtov, biološkemu kmetovanju, zdravi prehrani, učinkoviti rabi in obnovljivim virom energije, poslovnim priložnostim turizma, urejanju okolja, pridobitvi blagovne znamke, mednarodnemu sodelovanju in trajnostnemu razvoju podeželja. Izdali so več prospektov, vodnikov, razglednic, knjig, spominkov in drugega promocijskega gradiva. Teden vseživljenjskega učenja 2000 so počastili z izdajo knjige o kostelških jedeh, običajih in šalah. Tako prispevajo k ohranjanju izročila in dvigu samozavesti nekdaj pozabljenih prebivalcev prelepe pokrajine ob Kolpi.